Na prvo sončno soboto v marcu je v dvorani fitnes centra Bit Ljubljana potekalo državno prvenstvo gluhih v badmintonu. Udeležilo se ga je 18 tekmovalcev iz različnih društev po Sloveniji, ki so se pomerili za naslove državnih prvakov. V ženski konkurenci nas je bilo 8, v skupinah A in B po 4. V skupini sem vse 3 premagala. V polfinalu sva se borili s Sabino, kjer sem popustila. Ne vem, ali zaradi utrujenosti ali psihe. Izgubila sem in nisem napredovala v finale. Šla sem v boj za 3. in 4. mesto s Špelo Rotar. Tekma je bila smešna, igra zabavna, veliko sem se smejala. Dobro je bilo. Dobila sem 3. mesto. Državno prvenstvo gluhih v badmintonu je prvič potekalo leta 2013, letos pa prvič v organizaciji DGN Ljubljana. Prijavilo se je 10 moških, ki so bili izžrebani v skupini A in B, in 8 žensk, ki so bile prav tako razdeljene v 2 skupini. V vsaki skupini sta po 2 šla naprej v polfinale, kjer so se borili za finale. Končno sem spet prvakinja po dolgem času. Pred 3 leti sem bila prvakinja, pred 2 letoma podprvakinja, lani pa me ni bilo. V polfinalu sem igrala proti Poloni in sem bila živčna, ker je Polona dobra in sem potem razmišljala samo o tehniki. Na koncu mi je uspelo. Potem sem v finalu igrala proti Beti, ki je tudi dobro igrala. V kvalifikacijah me je premagala, vendar sem vseeno zaradi točk napredovala in sva se zopet srečali v finalu, kjer sem postala prvakinja, ona pa podprvakinja. Bravo! Ko me je premagala, mi je bilo vseeno. Najbolj važno mi je bilo, da sem se veliko naučila, kako se igra. Tudi ona me je veliko naučila. Vidim tudi, da je njena tehnika odlična in bom naslednjič poskusila njeno tehniko. Tudi drugi so mi razložili, kako se igra badminton, da sem narobe zabijala in bi morala tako in tako naprej. Na tem tekmovanju sem se res veliko naučila in si nabrala ogromno izkušenj. Med tekmo z njo sem se ogromno naučila. Zelo sem vesela in mogoče bom naslednje leto bolje igrala. Za Matica je bilo to prvo tekmovanje na državnem prvenstvu gluhih v badmintonu. Vprašali smo ga, kako je sploh izvedel za tekmovanje. Prijateljstva mi je poslala link, ko se prijavil na badminton, ker je kot moj hobi. Enkrat, dvakrat na teden igram. Sem rekel, zakaj pa naj. Očitno je bila to za Matica dobra odločitev, saj se je uvrstil v finale. Kot je povedal, je bila finalna tekma zelo zahtevna, a je dal vse od sebe. Zadovoljen je, da je postal državni podprvak. Državni prvak pa je postal Miha Jakovčič. V polfinalu sem igral proti Robertu Debevcu, finale pa proti Maticu. Dobro je igral.
Ko sem igral v polfinalu in finalu, sem čutil, da sem telesno pripravljen, ker hodim v fitnes in imam kondicijo. Zdaj sem postal še bolj pripravljen. V prihodnje se želim vključiti v reprezentanco badmintona, tam bi rad igral. Pričakoval sem, da bom tako kot lani spet prvak. Ko sem prišel in sem videl Miha Jakovčiča, sem vedel, da bova v boju za finale. Nisem pričakoval, da je Matic tako dober igralec in me je premagal. Imel sem napake v tehniki. V boju za 3. in 4. mesto pa mi je uspelo. Tudi moja otroka, sina in hčerko, sem potegnil na to tekmovanje, da športata in igrata badminton. Pripeljal sem ju, da ju spodbujam v športu. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem. Naslednje državno prvenstvo bo v šahu posamično in ekipno, ki bo v soboto 14. marca v Grižah pri Žalcu.